Mi približno 3/4 leta sprejemamo uradno strategijo iger na srečo in strategija naj bi bila osnova za 10-letni razvoj tega sektorja v Sloveniji. Mi smo že lani poleti pripravili eno daljšo študijo, primerjalno študijo, izvedel je magister Capriolo, s katere smo opazili, kakšni so vzvodi, kakšni so pristopi različnih evropskih držav pri spodbujanju ali pa reguliranju igralništva. Na osnovi te študije smo potem pripravili osnove za strategijo, jo poslali v daljšo javno obravnavo, v medresorsko usklajevanje. V okviru javne obravnave smo imeli tudi velik in dobro obiskan posvet v Novi Gorici 6. septembra. Na osnovi tega smo do konca izpilili strategijo, danes smo jo predstavili na seji vlade, vmes jo bomo še enkrat prediskutirali z koalicijskimi poslanci. Pričakujemo, da bo naslednji teden sprejeta. Bistvo strategije je, da predvideva povezavo med turizmom in igralništvom, da predvideva, da je igralništvo en od delov turistične ponudbe v Sloveniji in da igralništvo ne služi v toliki meri potrebam po recimo tej adrenalinski zabavi zgolj našega prebivalstva, ampak da zadovoljuje te potrebe na dosti širšem območju, tudi za goste, ki prihajajo z precej oddaljenih krajev. Temu se potem da prilagoditi tudi razvojne iniciative. V tem okviru je potem izjemno pomembno, da predvidevamo 4 različne kategorije dejavnosti na tem področju. To je najprej veliki mega zabaviščni center, potem je igralniško zabaviščni center, Grand Casino in Casino. Poleg tega imamo potem še igralniške salone. Predvideva se, da tisti, ki bo dosti investiral v dodatno turistično dejavnost, bo lahko imel potem tudi pri samem igralništvu nižje davčne obremenitve. Davčne obremenitve se bodo spremenile, tako da bomo združili davek na igralništvo dejavnost in koncesijsko dajatev v eno samo dajatev. Ta bo degresivna glede na po predvidevanju strategije, glede na to, koliko posamezen ponudnik storitev investira v turizem. V lastniški strukturi predvidevamo zopet povsem liberalen del manjših ponudnikov, to so bodisi igralniški saloni oziroma kazinoji, potem reguliran del tistih igralnic, ki ponujajo žive igre, to so Grand Casinoji in zabaviščni centri, tu bomo predvidevali 51% delež države in pa zopet partnerstvo in vstop večjih investitorjev v mega zabaviščne centre, tam, kjer gre za investicije v višini več 100 milijonov evrov oziroma do milijarde in do pomembnih premikov v naši turistični ponudbi. Za tako imenovane klasične igre na srečo, to je loterija in športna loterija, predvidevamo, da bosta še vedno 2 ponudnika. Predvidevamo, da bi lahko preko interneta vstopil še dodaten ponudnik, ki bo plačeval enake dajatve kot obstoječi in predvidevamo, da naj bi bili lastniki vsaj za tiste, ki klasične igre prirejajo brez interneta oziroma dodatno preko interneta, lastništvo bodisi v javni lasti, bodisi v lasti neprofitnih organizacij, drugače kot je to sedaj. Gre za izhodišča, strategija predstavlja izhodišča, ni sveto pismo, ni nekaj, kar bi bilo večno. Če bomo videli, da obstajajo neke potrebe po spremembah, zlasti ko bomo začeli na osnovi te strategije spreminjati zakon o igralništvu, bomo tudi strateška izhodišča prilagajali morebitnim novim dejstvom. Bo upravljena še ena krajša razprava med poslanci, da bomo dobili še bolj utrjeno podporo za pripravo zakona. Pričakujemo, da bo na naslednji seji vlade potem igralniška strategija do konca sprejeta in seveda pričakujemo, da bi v naslednji prvi polovici naslednjega leta že sprejeli nov zakon o igralništvu, ki bo omogočil to spodbudo igralništva, razvoju turizma in razvoju centrov, ki bodo presegali zgolj igralniško ponudbo. Zanimanje za investiranje v take centre obstoji iz več različnih delov sveta. Mi imamo tu ugodno lego, že tudi tradicijo
in jaz sem optimist, da tu lahko dosežemo pomemben preboj pri razvoju slovenskega turizma. Hvala, minister. Zdaj pa prosim za vprašanje. Lana, izvoli. Ja. Lana Dakič, Finance. Zanima me pa, kako potem komentirate tole neuradno, da naj bi se Caesars Entertainment zanimal za hit in pa naj bi neuradno dal ponudbo 60 milijonov evrov. Ne, to v celoti ne bo držalo. Iz več različnih centrov se zanimajo igralništva, tudi iz Las Vegasa se zanimajo za povezavo z slovenskim igralništvom, imajo predvidevajo različne možne strategije tega pristopa in dejstvo je, da nam to seveda omogoča, da bomo tudi, ko bo strategija sprejeta in ko bo na osnovi te strategije sprejet novi zakon, šli v nek razpis ali pa javni poziv z izbiro potem najugodnejšega ponudnika na tem področju. Investicija je pa od 500 milijonov evrov navzgor v mega zabaviščni center, kar bi seveda bistveno spremenilo potem ponudbo na tistem področju. Je pa preuranjeno karkoli o tem govoriti, zlasti to, kdo bo najuspešnejši. Mi nikakor ne smemo prejudicirati, ker obstajajo tekmeci na tem področju. Predvsem se mora pa najprej parlament odločiti, da to strategijo, ki bo sprejela vlada, potem potrdi v strategiji razvoja igralništva, ki je pa vezano na delo agencije in upravljanje s kapitalskimi deleži države. Ja, kar se tiče še te strategije, če lahko. Tile igralni saloni, dostkrat zdaj v zadnjem času celo boljše poslujejo kot marsikatera igralnica. V strategiji nekako ni predvidene neke večje možnosti širitve. Kako boste poskrbeli za njih? Kakšne so za njih možnosti? Recimo, če se želijo širiti, ne vem, recimo v Ljubljani imamo nekaj takšnih, prav tako na Primorskem in podobno. Torej, je izrazito različno, obstajajo igralni saloni, ki propadajo. Mi smo v preteklosti, če rečem mi kot Slovenija, smo dovolili preveč teh salonov in ti sedaj drug drugemu odjedajo stranke in poslovne možnosti. In zdaj v tem prezasičenem trgu nekateri najšibkejši odmerajo. Nekateri, ki so na zelo dobrih legah, so razmerno uspešni. Obstajata dve konkurenčni teoriji. Ena je pravi, da ko nastane nek pomemben igralniški center, ob njem lahko naredite celo vrsto igralnih salonov, tu pride do nekega grozdenja. To grozdenje se recimo v Gorici v bistvu ni izkazalo do sedaj, tako da neki nastavki so, v bistvu pa si odjedajo posel saloni. Načeloma ne bi bil ta del dokaj liberaliziran, seveda reguliran v tem smislu, da se zelo spremlja, kaj počnejo, ampak načeloma bi vsak poslovnež, ki ima pravico delati v Evropski uniji, lahko tudi tu nastopil in deloval na tem področju. Bo pa omejeno število, strategija predvideva zmanjšano število teh salonov. Za nove salone, tam, kjer bo nekdo vrnil koncesijo, bo potem razpis, na osnovi javnega razpisa bodo vstopali. Tam, kjer pa je nekdo že zgradil tudi trg, se pravi investiral v trg, pa bomo in dela uspešno, bomo potem tudi koncesijo mu podaljševali. Izvoli. Zdravljeni, Nejš Mardik, Slovenske tiskovne agencije. V bistvu dve vprašanji. Eno se tiče bolj tega igralništva. Nekaj ste že namignili, ampak zanima me v luči te strategije, ki sprejemate, pa sektorske politike za upravljanje s kapitalskimi naložbami, ki jo pripravljate na Ministrstvu za finance. Me zanima, kakšni so načrti države za naložbo v Hitu Novogoriškem, še posebej glede na to, da se težave s poslovanjem tam že kar nekaj časa vlečejo. In pa drugo vprašanje, zanima me, če lahko karkoli že poveste o torkovem sestanku z glavnim izvršnim direktorjem KBC-ja. Pred srečanjem ste v bistvu povedali, da si oba glavna delničarja želita ohraniti svoj položaj, ampak da pa želite z delničarskim sporazumom tudi KBC omogočiti, da se v skladu z njihovimi srednjeročnimi cilji počasi postopno umaknejo iz naložbe v NLB-jev. Hvala lepa. Torej, strategija, ki jo sprejemamo, bo pomemben kazalec razvoju Hita. Sedaj bo dobil signale, v katero smer je dejansko smiselno iti in v kateri smeri morda iskati partnerja, morda ne. To je seveda stvar potem tudi lastnikov agencije. Država tu daje zdaj signal, da omogoča precejšno fleksibilnost in pa izraziti razvojni impuls preko ugodnejših davkov, če gre v večjo turistično ponudbo. To je bistvo, kar bo
temu gospodarskemu subjektu izjemno koristilo. Zdaj, pri drugem vprašanju so se z gospodom Vanhelom dogovorila, da izjav ne bova dajala, razen te, da smo imeli zelo uspešen sestanek, s katerim v bistvu izvajava vse aktivnosti, da se uresniči želja ali pa zahteva Banke Slovenije po ustreznem kapitalskem koeficientu, core tier 1 kapitala 8,5% v Ljubljanski banki. Še kakšno vprašanje, Floren? Da se država tudi umakne, oziroma da ima država zniža delež pod 50% pri teh megacentrih, če gre za turistično potem... Torej, najprej moramo sprejeti strategijo, potem na osnovi te strategije bomo sprejemali zakon o igralništvu, vmes bo pa lahko že agencija skupaj z nami kot resornim ministrstvom pripravila strategijo lastništva na tem področju in to bo šlo skozi parlamentarni postopek in parlamentarne procedure in v tem slednjem primeru je odvisno, kako se bo postopek odvijal. Načeloma bo to, če bo strategija taka sprejeta, bo to načeloma v nadaljevanju možno. Ampak najprej mora biti strategija sprejeta, potem mora ta strategija iti skozi to posebno proceduro vezano na upravljanje kapitalskih deležev države, skozi parlament in tam bi potem odločitve padle. Ni pa nujno. Ja, kar. Kako komentirate ta seniorjev predlog o zvišanju davkov pa omejitvah pri socialni kapici glede zmanjšanja primanjkljaja? Verjetno ste seznanjeni s tem predlogom. S tem predlogom sem seznanjen. Mi izjemno cenimo delo fiskalnega sveta. Gre za izjemno kvalificirano skupino ljudi, ki tudi pripravlja stališča in ideje. Mi vse te ideje potem na nek način izluščimo. To so v bistvu članki in iz teh člankov potem preverjamo, kaj od tega je moč izvesti na kakšen način. Nameravamo pa v prenovi zakona o javnih financah tudi spremeniti strukturo fiskalnega sveta, da bi mu povečali v bistvu upravičenje ali pa polnomočja pri zaviranju javne porabe. V redu, še kakšno vprašanje za ministra? Če ne, hvala lepa. Hvala lepa.